Pozdravljeni! Zopet je na vrsti naš običajni kratki komentar novic, ker si bomo skupaj ogledali, kaj se je zanimivega zgodilo v svetu Formule 1, seveda v preteklih dneh. Tudi tokrat, v tem že letos 28. komentarju ne bo nobenih bistvenih sprememb. Imeli bomo 4 sklope novic in seveda, ukolikor bo koga izmed vas zanimalo, kaj je pisalo v citiranih izvirnikih, bo dobil vse bližnjice do originalnih člankov navedene v opisu. A da ne bomo predolgi, kot se zgodi običajno, je najbolje, da se najprej lotimo naše prve teme. Začenjamo z novico, ki jo je verjetno zasledil marsikdo izmed vas. Michael Masi je zapustil FIA. In sam bi tu rad navajal članek, ki sem ga prebral na spletni strani RaceFans 12.7. A ukolikor ste to novico zasledili kje drugje, so v bistvu zajete vse informacije v večini člankov, ki so nam na razpolago. Verjetno marsikoga izmed nas ta sprememba sploh ni začudila. Namreč kredibilnost Michaela Masija v tem trenutku ni prav na visokem nivoju, da ne rečem, da je blizu ničle. A slišali smo lahko po njegovi menjavi, ko ni bil več direktor dirk Formule 1, da se bodo pri FIA potrudili dobiti njemu bolj primerno mesto, vsaj take so bile besede novega predsednika Pinsuleja. Sedaj se lahko začnemo spraševati, kakšno mesto bi bilo primerno za Michaela Masija po tisti zadnji dirki v sezoni 2021. Govoril sem že o tem, da napaka v finalu lanske sezone je bila samo zadnja v celi seriji. A dobi se še zmeraj kdo, ki zagovarja poslanstvo Michaela Masija. A sam menim, da v svetu motošporta bi težko dobili neko primerno mesto, kjer bi ga lahko FIA nekako preusmerila. Zato njegova prihodnost, kar se tiče kariere, menim, da bo bolj uspešna zunaj sveta Formule 1, kjer pravzaprav ne bodo vedeli, kaj je storil. In še nekaj zanimivost. Njegov odhod iz FIA se je zgodil približno 6 mesecev po tistem, ko je bil odstavljen. Je šlo za neke vrste odpovedni rok, sicer ne vemo, ampak izgleda, da so se že pred tem domenili, kako se bo zgodba zaključila. Vsaj tak občutek sem dobil, morda se motim. V drugem sklopu bi vam pa rad predstavil teorijo, ki sem jo zasledil na spletnem portalu The Race 12.7. V članku trdijo, da Oscar Piastri ima velike možnosti, da bi se preselil v McLaren. A o verjetnosti tega prestopa bomo govorili malce kasneje. Najprej zanimiv podatek, ki ga navaja avtor. Namreč slišali smo lahko kar mnogo zgodb o tem, da ima Daniel Ricciardo pogodbo z ekipo z Wokinga podpisano do konca sezone 2024. In tu smo lahko zasledili, da ima Daniel opcijo, da izbere, ali želi nadaljevati tudi v naslednji sezoni ali ne. In seveda že to nam kaže v smeri, da verjetno kakšnih velikih ne bo. A po drugi strani se sam začenjam spraševati, zakaj bi pri McLarenu tako z odprtimi rokami sprejeli Piastrija. Voznik je talentiran, o tem menim, da ni dvoma, ampak je pod pogodbo z ekipo Alpine.
zakaj bi ga pri McLarenu nekako učili tistih skrivnosti sezono, morda dve, in nato bi lahko Oscar prestopil v Alpine ter začel žeti uspehe, ostaja skrivnost. Namreč tudi pri Mercedesu takega prestopa ne bi videli prav z lahkim srcem. Alexander Albon je seveda v Williamsu, ki ima pogonske sklope in menjalnike, seveda, ki prihajajo iz strani Mercedesa. In že tako je mogel podpisati pogodbo, da skrivnosti teh elementov ne bodo prešle iz seveda grova v Milton Keynes. A še zmeraj obstaja kar nekaj variant, kdo bi lahko prišel na mesto Daniela Ricciarda. Že prej citirali Albon. Govori se celo o Vettelu, o Alonsu in marsikdo drugi je še na vrsti. A mislim, da v vsakem primeru, ukolikor je Daniel Ricciardo tisti, ki odloča, ne bo kar tako popustil. Namreč kakšnih drugih opcij sedaj v tem trenutku nima. Ukolikor se odpove sedežu v McLarenu, mu ne preostane drugega, kot da zapusti Formulo 1. Seveda pod pogojem, da drži tisto, kar piše v samem članku. A kaj je resnica, bomo zvedeli, ko bodo stvari seveda uradne. Zelo zanimiva zgodba je tista, ki jo pripoveduje članek na italijanski verziji spletne strani motorsport.com 11.7. Namreč na veliki nagradi Avstrije smo v Formuli 1 imeli kar 43 prekrškov, kar se tiče prečkanja one bele črte, ki razmejuje progo. In vozniki so se začeli upirati. A uprli so se z argumentacijo, ki po mojem osebnem mnenju nima nekega smisla. Lani so seveda zahtevali, da imamo v svetu Formule 1 neka enotna pravila, namreč od dirke do dirke, ampak tudi vmes same velike nagrade se je spremenilo. Ali je razmejitev same proge pred robnikom, za robnikom, na beli črti ali kje drugje. V sezoni 2022 so se uvedli enotni standardi in tako enostavni, da so verjetno razumljivi vsem. Kolikor kdo prečka belo črto vsemi 4 kolesi, je izven proge. A na veliki nagradi Avstrije na progi Red Bull Ringa so mnogi vozniki šli čez tisto mejo in seveda nekateri med njimi so bili kaznovani. In to kar naenkrat ni všeč voznikom. Istim voznikom, ki so se lani pritoževali nad tem, da pravila niso bila jasna. Upam, da so pravila sedaj jasna in nihče ni rekel, da v določenem primeru se je zgodila napaka pri presoji. Torej, zopet imamo izjemno zanimivo situacijo, ko vozniki gredo čez belo črto, ampak ponovno jim sedaj to ni prav. Nekateri so dobili kazen, drugi pa ne. In to nam kaže, da tudi v svetu Formule 1 imamo različne standarde, kar se tiče natančnosti vožnje. Nekateri se izgovarjajo seveda z takimi situacijami, da pokrijejo svoje vozniške napake. In to seveda ni prav. Drugače bi videli, da bi pravzaprav vsi dobili 5 ali morda celo 10 sekund kazni. A to se ni zgodilo. In tudi na take malenkosti moramo biti mi, navdušenci, pozorni. Za konec pa še potrditev govorice, o kateri smo pa že spregovorili pred nekaj časa. Na portalu motorsport.com sem 12.7. zasledil zanimiv članek. V njem piše, da Honda še ni dokončno zaprla vrat svetu Formule 1. Za sezono 2026 se zna zgoditi, da bo Honda zopet uradno v tej kategoriji. In to potrjuje tiste govorice, na katere sem naletel ob seveda predstavitvi tistega, kar se govori o
okrog vstopa skupine Volkswagen v Formulo 1. Izgleda, da na Japonskem resno mislijo, drugače ne bi dobili takšnih govoric, seveda iz različnih naslovov. Tu seveda ni govora o morebitnem nakupu Alfa Taurija ali kaj podobnega. Zanimivo pa je, kako se začno zadeve spreminjati v trenutku, ko vstopi v svet Formule 1 drugi pomembni konstruktor. Sedaj z vstopom Volkswagena bomo lahko videli, da bo tudi Honda spremenila svoje prioritete in večja konkurenca na samih progah bo lahko pomenila vstop še tretjega. Formule 1 bo to seveda dobrodošlo, kajti sam menim, da bi dobavitelj pogonskih sklopov moral imeti 2 ekipi in ne več. A gre za moje osebno mnenje, ki se marsikdaj izkaže tudi lahko za napačno. Vseeno, mislim, da bo pozitivno videti več konstruktorjev aktivno udeleženih, seveda v dogajanje Formule 1. Kar se tiče našega kratkega komentarja, je pa to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.